Ja, svet, čeprav krut, pa je vendarle tudi lep in pravičen. Moralne vrednote in miren spanec pa so veliko pomembnejši od vsega bogatstva na tem svetu. To pa so besede Barbare Furjan, ženske, ki si je za življenjski cilj zadala raziskati resnico o bratovi sumljivi smrti v Slovenski vojski. Blaž naj bi tik pred odpustom pred 20 leti storil samomor, čemur sestra ne verjame. S pomočjo strokovnjakov, nekdanjih preiskovalcev, novinarjev in vojakov se je v dokumentarnem filmu V imenu resnice potrdil sum, da se preprosto preveč stvari ne ujema, da bi lahko šlo za samomor. Poglejmo kratek izsek. V studiu pozdravljam Barbaro Furjan in režiserja omenjenega filma Dejana Baboseka. Dobrodošla. Živa. Dobar dan. Barbara, pred 5 leti na Blažev 35. rojstni dan je izšla knjiga z naslovom V imenu ljubezni. Resnice. V imenu resnice, se opravičujem. Zdaj še film. Zakaj neka nadgradnja? Ja, se tako, v bistvu po 15 letih, kot sem že povedala, kot sem že govorila v intervjujih, se je zgodilo ravno to, da se v 15 letih ni zgodilo nič. In nič, mislim, kar se tiče, bi rekla, same preiskave, da bi se zgodila ta preiskava, ki sem si jo vedno želela, da pridem zgodbi do dna. In ker sem čakala, da se bo, ne vem, spremenilo kaj v politiki, karkoli pač, da bo šlo naprej, ampak še vedno eni isti obrazi in zgodba sama ne dobi epiloga, sem rekla, kar pa lahko naredim je, da naredim film. Da bi pa film nastal, je mogla najprej nastati knjiga. Tako da prvo poglavje je bila knjiga, ki je bila po 15 letih napisana. Nastala je zelo hitro, v 3 mesecih je bila napisana. Ker jaz bom tako rekla, ko se nekaj odločiš, stvari kar stečejo, ne. Tako da mogoče dolgo časa je trajalo, da je prišlo do odločitve, ampak ko sem se odločila, je bilo tako podobno kot s filmom, ne. Tudi sva 4 leta se poznala, ko sva se pa spoznala, pa je bil film v par mesecih narejen. Do kakšnih spoznanj ste prišli ob raziskovanju? Ja, se v bistvu največ sem ugotovila šele to zadnje leto, ko smo tudi snemali določene izseke, ki so v filmu, predvsem ta dokumentarni del. In najbolj me je impresioniralo to, kar je povedal obducent. Jaz sem njega prvič videla pred 20 leti, 20 let nismo imeli kontaktov in po 20 letih, ko je bil on ves ta čas prepričan, da je moj brat naredil samomor, da to je zagotovo, v bistvu po 2 urah pogovora z njim, sem gotovila, da tudi on več ni prepričan, da je šlo za samomor in dejansko vse to, kar tožilstvo vztraja, da pač obdukcijski zapisnik je tisti, ki je glavni dokument in tako kot noter piše, je tisto ta pravo in edino, čemur ne more nihče oporekati. Dejansko je pa on mi potem povedal, da v bistvu te stvari, ki so zapisane noter, recimo o pasjih ugrizih, ne držijo, o kalibru naboja tudi ne drži, ker recimo sam mi je povedal, da se lahko zgodi, da če bi bila rana drugega kalibra, bi bila zelo podobna. Tako da on na podlagi kalibra, mislim, on je dobil en kaliber prazen in na podlagi tega je zapisal rano. Torej sem rekla, če bi vam jaz prinesla en drugi kaliber, ta je bil 7,62, če bi vam jaz prinesla 5,56, bi vi pa lahko napisal, da je bil pa ta drugi kaliber. Rekel, ja, ne morem razločiti. Sem rekel, potem zakaj ste tako napisali? Ja, ne vem, jaz tako kot sem dobil, tako sem napisal. In tudi sem ga vprašala, sem rekel, vam je kdo grozil za to, da ste tako napisali? Je rekel, nikoli nihče, verjetno tudi zato ne, ker sem napisal tako, kot so pričakovali, da bo pač napisano, ne. Dejan, kot režiser ste podpisani pod ta film. Barbara je omenila, da se prej nista poznala, vsaj prav dobro ne.
Kaj ste razmišljali kot režiser? Greste, privolite, da boste delali nek film, za katerega natančno veste, da bo govoril o nekem resničnem človeku, o neki resnični zgodbi. Film je, če se ne motim, pol dokumentarni, pol igrani film. Ja, tako kot Hamlet pravi, nekaj gnilega je v deželi danski, ne? Tako je pač tudi v deželi slovenski, ne? In me zelo tako zanima research slovenske zgodovine od vse osamosvojitve naprej, ne? In od takrat je na površje ogromno enega sranja priplavalo, ne? In zgodba Barbare je samo ena izmed vseh teh zgodb, ki so se zgodile v vsem tem času, ko se je pač ena klika ljudi naredila za tako imenovane težke frajere osamosvojitelje te države, hkrati pa so samo kot krokarji planili na truplo, ki se mu je reklo ena izmed enih republik, ki je ostala iz Jugoslavije ven, in od takrat dalje si ga derijo in ga secirajo in ga hočejo pač do potankosti izropati, ne glede na kakšne žrtve puščajo za sabo. In te žrtve so bile preprodaja orožja, je bil sestreljeni pilot Toni Merlak, so tlele se dogajale take druge pizdarje v vsem tem času, ne, da preprosto človek ne more cel čas samo mirno gledati in se v stran držati. Tu vas bom ustavila, samo prosim, smo vendarle na televiziji, nas gleda širna publika, če pazimo na besede. Verjamem pa, da je lahko marsikdo jezen na marsikaj, kar se dogaja. Ja, malo me zagrabi, veš, jeza v kakem takem trenutku, ko razmišljamo o vseh teh temah, posebej zato, ker pač ti ljudje, ki za tem stojijo, jezik bom nadzoroval, ne, hočem pa sam še reči to, ne, da zaključim pač to misel, ne, pač te ljudje še zmeraj pač so na mnogih pomembnih položajih, tako v medijih, kot v sodstvu, kot v vojski, kot v policiji, kot v tajnih službah in politiki in krojijo naša vsakdanja življenja. Zato takšne stvari ne morejo nikoli v resnici priplavati do neke končne obsodbe. In zato se to išče še in še. Zgodba filma veliko govori, predlagam, da našim gledalcem vendarle privoščimo še nekaj kadrov tega filma. Ponavadi, če se ustrelijo s puško, se ustrelijo v brado, ponavadi pod brado ali pa mogoče v srce, če se nagnejo nad orožje, nikakor pa ne, da bi se v sence. To je velik madež za slovensko vojsko, za tožilstvo in za slovensko državo v celoti. Dokler ne bo primer Blaža Furjana dokončno rešen, ne bo mogoče trditi, da je Slovenija pravna država. V filmu sta nastopila tudi igralca, naša kolegica Valentina Plaskan, ki igra vas, Barbara. Ja. Vašega brata pa je upodobil Andrej Lenart. Poglejmo, kako se ju je zgodba dotaknila. Ja, zame je bila to prva izkušnja, kjer sem igral neko osebo, ki je zares obstajala, resnično osebo, ker ni šlo za fiktiven lik, in uživeti se v te zadnje momente, ki jih je doživel Blaž. Mislim, pretresljiva izkušnja je bila, sploh ko je zraven na setu Blaževa sestra, Barbara. Imaš tiste trenutke, no, ko se zaveš, ok, to se je zares dogajalo, in ne vem, ko sem ležal na asfaltu, ti da misliti, no. Ja, jaz sem v doživljanju v sam karakter Barbare čutila eno veliko odgovornost. Željo potem, da pridemo v resnici do dna, in tudi to v bistvu mi je bilo v celotnem projektu najbolj zanimivo. Mogoče bi prej rekla, ja, pa zakaj se nekdo tako trudi, ne, neko resnico, pa se zadeva je končana, se ne moreš nič več narediti. In ravno preko tega filma sem se uvedla tudi preko življenja v karakter, do katerega, kot sem rekla, sem čutila ogromno odgovornost. Sem se uvedla, kako pomembno je, da človek dobi svojo resnico. In šele, ko dobiš to svojo resnico, ko vidiš, da so stvari, da si nekako pokopal svoje strahove, pokopal svoje demone, lahko greš v življenju naprej, in to mi je bilo najbolj dragoceno. Barbara, 20 let je od smrti vašega brata Blaža. Vedno, ko slišim takšne zgodbe, pomislim, koliko osebno bi kot sestra, na primer, lahko naredili zase,
peljali življenje v drugo smer, pa vendarle vas je njegova smrt tako zaznamovala, predvsem ta želja odkriti resnico in obsoditi tiste, ki so krivi za to, če je to prava resnica. A kdaj razmišljate o tem, da ste življenje posvetili njemu in njegovi resnici? Ja, sej, dostikrat me tudi ljudje na to opozorijo, ko češ, pa glej, zapravljaš čas, se ne boš nič dosegla, živi svoje življenje, pusti to. Mislim, meni to ni bilo breme, da bi rekla, da zaradi tega se moje življenje ustavlja, da je moje življenje, da še vedno živim, še vedno imam svojo družino, še vedno, bi rekla, hodim na dopuste in sem normalen človek, nisem zaradi tega, da se svet ustavi, bi rekla, nek način. Po drugi strani me pa to, jaz sem hvaležna dejansko temu, da me je pripeljalo do knjige, kar je tudi nova izkušnja, ogromno novih ljudi spoznaš, tudi film, bi rekla, potem prideš po drugi strani, mislim, eno je to, da je izkušnja in poznanstva ljudi in tako, ki te spodbuja na tej poti. Drugo je pa tudi to, da tista moralna vrednota, ki te vleče naprej, da hočeš reči Bobu Bob. Če jaz vem, da moj brat se ni ustrelil sam, da ga je nekdo drugi ustrelil in ne morem to dokazati na sodišču, zato sem rekla, film pa lahko, tudi ne morem ga več oživeti, da bi ostal pač od mrtvih, na platnu pa lahko večno živi. Ne? In to je tisto, kar mi potem daje, da jaz svojo resnico dam ven, tam bo ostala in na ta način čutim, da sem opravila svoje poslanstvo. Film torej na naših tleh, da samo še to bo luč sveta ogledal tudi v tujini. Film je zdaj preveden v angleški jezik, tako da se ga bo pošiljalo tudi na kakšne tuje festivale, pa da se pač ta zgodba razširi tudi naprej, kajti pač, ne vem, je zelo univerzalna na nek način. Ne? Takšne stvari se dogajajo v raznih režimih na vseh koncih sveta. Hvala lepa obema in srečno.